starem, v zadnji klopi se počuti varen. Nekako sem si želel, da bi povedal eno zgodbo o dveh sošolcih, ki doživljata medvrstniško nasilje. Komad spodbuja mlade v tem, da na glas spregovorijo o nasilju. Mihael Leopold I. se namreč dobro spominja, kako težko je bilo, ko v svojih osnovnošolskih letih ni vedel, kako spregovoriti o medvrstniškem nasilju. In za mene je to takrat predstavljalo neko breme, ker nisem upal v bistvu iti nikomor tega povedati, ker sem se počutil, da bom bolj izdajalec. Mladim je povedal, da je bil v njihovih letih tako v vlogi nasilneža, kot v vlogi tistega, ki nasilje vrstnikov občuti. Svoje izkušnje pa so povedali tudi osmošolci. Primer, če kdo objavi kakšno sliko sebe, pa potem komentarje odpreš, pa vidiš, kako eni grdo govorijo, da da je ni lepo ali da je predebel. Se mi je že zgodilo, da je nekdo objavil sliko mene v pižami v neko grupo. Sicer to se mi malo bolj kot hec, se mi pa vseeno zdi, da je to en dober primer tega, kar se v resnici dogaja, ker nekdo mogoče ne bo tega razumel kot jaz. Čas je, da sprejmemo 4 zaveze in si v znak, da smo to storili, narišemo 4 pike. Se pravi, te 4 zaveze so, nasilja ne podpiram in pri njemu ne sodelujem. Tako fer, da ne stopimo zraven sodelujemo, da si prvo pomagati, pa kaj ta zgada. Bolje zadržana med dekleti in zato jo imajo na tapeti. Če medvrstniško nasilje opazim, o tem spregovorim. Zdaj, če osebo poznam, se lahko pogovorim z njo. Pogreš do neke odrasle osebe, poveš, kaj se je zgodilo, a pa do koga, ko lahko pomaga. Nikogar namerno ne izključujem, vsak je pomemben. Naprimer, imam enega sošolca, ki je bolj tako samodar in ga skozi izključujejo. In on vedno se nekaj sam, tudi športni vzgoj igra. Jaz sem velikokrat do njega in ga vprašam, če bi se še med njim igral. Pa skupaj lahko odpikamo nasilje. Ja, da skupaj, če se veliko družimo, pa povezujemo, lahko odpravimo nasilje. Je pa treba biti pogumen, da spregovoriš.